Hvala vam, Ivan, no? Ja. Ker si vzel čas. Hvala za povabilo. Ja, prosim. Kakor sem vam že po telefonu rekel, vas spremljam na LinkedInu, pa sem spremljal vaše objave. Ja. Veliko se govori o davkih zadnje čase. Ne vem, če vi tudi to opažate. Opažam samo to, da zdaj se veliko govori o tem, kako smo mi visoko obdavčeni, kako imamo visoke davke, ampak jaz sem o tem pisal že, pa nisem šel iskat revijo denar, ampak mislim, da je enih 12 let nazaj, ko smo imeli še stopnjo dohodnine 41%, takrat sem delal primerjave kar po kontinentih, Avstralija, ZDA in tako naprej. In že takrat sem ugotovil, da smo z istimi 41% zelo hitro prišli v progresijo. In tisto, kar je najhujše, da ljudje ne razumejo, kaj pomeni progresija. To zdaj ta razprava, ki se poteka okrog, se tudi na LinkedInu, okrog tega obveznega zdravstvenega prispevka, 37 €. Zdaj oni hočejo narediti progresivnega, zaradi tega, ker tisti, ki več zaslužijo, manj plačajo. Ampak njemu to razliko pokriva dohodnina, ki jo ima v progresiji. Zaradi tega, ker takrat je vlada verjetno hotela biti všečna, pa je ta prispevek dala pod neke vrste olajšavo, kar pomeni, da ti zmanjšuje davčno osnovo in tisti, ki imajo večjo plačo, imajo tudi večjo progresijo. Tam bi se videlo, da so bili na ulici z nekimi transparenti 5800 plače. Tisti, ki ima 5800 bruto plače, sem šel jaz gledat, je cirka 1080 € dohodnine. Tisti drugi, ki je bil pa tam za primerjavo, mislim, da je bila ena pokojnina 500-480 €, pa mislim, da ne plača nič dohodnine. To ne morete primerjati, zaradi tega, ker on plača progresijo in to je ta razprava in vsa leta jaz trdim, da smo preveč obdavčeni, nisem zagovornik nekih, bom rekel, zelo velikih znižanj davkov, ampak nekih kozmetične popravke pa prav gotovo. Kaj pa tako nasplošno, če greva čisto nazaj? Vi ste 35 let se ukvarjate s tem področjem. Od 88 recimo, 88 sem imel SP-ja, 89 je prišel zakon o podjetjih in takrat sem pa naredil že takoj podjetje. A mi lahko malo poveste, zakaj ste šli na to pot ali pa zakaj vas je to področje povleklo? Razlog je bil enostaven, jaz sem takrat delal v Iskri komercu, sem bil pravnik in pač iskal sem mlada družina, mislim, da takrat ni bilo nič drugače kot je danes, nisi si mogel stanovanja kupiti, najemnine so bile drage in tako naprej. In sem iskal dodatno delo in takrat je knjigovodstvo, jaz sem začel s knjigovodstvom, pa davčni svetovanje, ker takrat, če noben ni vedel, kaj to je. Sem začel s knjigovodstvom in zato nisem rabil zagonskih stroškov. Rabil sem svinčnik, rabil sem mizo, ki sem imel v kuhinji in pa potem normalno brati uradne liste, predpise in tako sem začel pol s knjigovodstvom, pa sem Iskro zapustil, mislim, da je bilo leta 91, ampak podjetje sem naredil že prej in potem sem začel to delati, pa se pa to razvijalo. 91, 92 smo začeli, 93 smo naredili Društvo davčnih svetovalcev Slovenije in potem je pa ta pot šla po tej poti. Kaj pa tisti čas je, ob osamosvojitvi? Kako se je odločalo o tem, kako bomo z davki? Katere države bomo emigrirali? Dejstvo je, da sem jaz leta 91, nekje sred leta 91, bih pred vojno, šel v Nemčijo, sem bil 2 leti v Nemčiji. Res, da sem se vozil vsak vikend, torej vsak ponedeljek sem šel gor, vsako nedeljo nazaj. Delal sem za 2 gradbeni podjetji. Tako da sem med tednom hodil gor po gradbiščih, urejal zadeve, čez vikend se bo delal pač računovodstvo in davčno svetovanje v Sloveniji. In takrat, normalno, takrat vemo, leta 90 je pač država in parlament so sprejeli davčno zakonodajo, zakon o dohodnini, ki so začeli brati 1.1.91. To so bili taki začetki, danes gledamo tiste tekste tistega zakona, so res bili enostavni. Potem se je pa to z leti nekako izgradili, predvsem tudi veliko sprememb je bilo zaradi dejanj davčnih zavezancev. Torej, davčni zavezanci so iskali neke luknje in potem je to država počasi zapirala. Ena taka primerjava je, ki mnogi ne vejo, mi smo pred mnogimi leti imeli recimo delovno, bila je pogodba o zaposlitvi, da si se zaposlil in smo imeli tako, mi smo rekli pogodba o delu. In ta pogodba o delu, ki ni bila pogodba o zaposlitvi, ampak je bila pogodba kot neko dodatno delo, tam si rečemo podjemna pogodba, je bolj ugodna. In potem je veliko delalo po tej pogodbi. In potem so šli in je država rekla, zdaj pa mi uvedli en posebni davek na določene prejemke, 25% in so ga dali na podjemno pogodbo, da so izenačili z delovnim razmerjem. Potem je ratala druga varianta moderna, takrat so avtorske pogodbe imele 40% normiranih stroškov, te pogodbe v delu oziroma današnje podjemne imela 10% in so vsi delali avtorske
pogodbe. Čistilka je imela avtorsko pogodbo, ker vsaka čistilka z svojim znanjem čisti neke prostore in je to avtorska pogodba, pa še tako naprej. In potem je država rekla enkrat, dosti je tega, bomo dali normirane stroške in oboje enako. Zato imamo danes 10% na enih in 10% na drugih. Ne. In takih sprememb je bilo še kar nekaj. Ne. Pisanje potnih nalogov je bilo včasih. To, kar opažam, to, kar se je takrat delalo, pa tudi slišim, da se danes dela, jaz pač ne hodim dosto okrog po trgovinah, ampak mi nekateri poročajo, kako ljudje pridejo v Mercator, nabavijo hrano, pijačo in potem vzamejo na davčno številko. Ne. Ampak mislim, da se bo tudi to počasi končalo, ker zdaj se pošiljajo, bom rekel, državi knjiga prijetih in izdanih računov za potrebe DDV in tam se bodo podatki navzkrižno križali in se bo tudi to počasi ugotovilo. Je pa res, da je tudi pred leti Furs šel v akcijo, katera je bila prav zanimiva, da so po teh velikih podjetjih poslali, da ne jim pošljajo vse nakupe pravnih oseb, ki so kupali določene obleke, bom rekel, krila, bluze in take zadeve in potem so jih pozvali, da so prijavili in takrat so ljudje tudi prijavili in plačali dolg. Zato jaz pravim, da tudi zavezanci morajo malo biti zadržani. Ja, kako bi pa vi razložil recimo enemu 10-letniku koncept sploh davkov pa pravičnosti v družbi, če greva res na tiste fundamentalne? Enostavno to, ko sem razlagal mojim otrokom, imam 2 sina. Samo nekaj preverim. Super. Imam 2 sina, torej odgriznosti ima sladoledne. Pa sta rekla, zakaj, kaj to je? Jaz sem rekel, to je davek. Okay. Ja, pa zakaj ste to vzeli? Sem rekel, ja, država rabi. Tako je to en tak način bil, ko polučiš. Torej, tak najbolj enostavni 10-letnemu, ker jaz gledam danes jaz tudi, ko razlagam 40 ali 50-letnemu človeku, ne, zakaj so davki, pa zakaj je tako veliki davek na najemnino, pa zakaj treba plačati davek na najemnino, če sem že plačal davek, ko sem kupil nepremičnino in tako naprej. Ljudje tega ne razumejo. Tako kot mnogi ljudje, pa tudi sem siguren, da je dosti med tistimi na ulici, ker včasih držijo kakšne transparente in pravijo, da je treba davke zvišati, ko njih to doleti, se razburjajo. Recimo imam primere, ko ljudje prodajo nepremičnino, pa morajo plačati kapitalski dobiček. Oni sploh ne vejo, da imamo mi obdavčitev kapitalskega dobička. Odkot pa zdaj to? Zakaj pa to moram plačati? Pa zakaj je to glih 5 let? Pa zakaj 10? Pa zakaj 15? Ne? In tako naprej. Kako bi pa razumel, tam je zelo dobro s sladoledom, ne? Ker je res taka otroška. S sladoledom pač nekaj vzameš, kar je, torej, on pravi, to je moj sladoled, ampak ti si mi ga vzel. Ampak kaj pa, če imamo tako, malo drugačno metaforo? Eden izmed vaših sinov dela za sladoled in si ga zaslužil, vi mu vzemete recimo to so bili časi, ker niste delali za sladoled. No, ampak recimo, da en se potrudi, dogovor je, če boš to pa to naredil, dobiš sladoled, on dobi sladoled, vzememo mu pol in damo temu, ki ni delal. Nič. Ne, tega nisem delal. Okay. Ne, ampak, tega ne bi naredil. Ne, okay. ne, to imam striktno deljeno, torej pazim, da je za oba enako. Ne, tukaj pa ni. No, ampak če to preslikava na družbo? V družbi se marsikaj dogaja. Pravim, jaz tudi znam, če ste videli na LinkedInu, sem napisal, sem na Twitterju, recimo s tem, ko je država šla prostovoljno zdravstveno zavarovanje vršt v obvezno zdravstveno zavarovanje in ga dati v olajšavo, si je naredila problem. Oni ne bi imeli tega problema s tem, da tisti, ki imajo nižje plače, plačajo, bom rekel, ta prispevek v polnem znesku, oni, ki imajo pa višje plače, pa jim se malo zmanjša ta znesek zaradi dohodnine, ki jo plačajo. Ne? Ker pri progresiji, ko imaš ti davčno olajšavo, če plačaš visoko dohodnino, pol, ko imaš davčno olajšavo, imaš tudi večjo davčno olajšavo. In pri nas je teh 37,12 neke vrste olajšava in tisti, ki ne plača nič dohodnine, plača 37,12. On, ki plača dohodnino po progresiji, pa pač lahko ima, ne vem, 5 evrov manj, 10 evrov manj, maksimalno je lahko polovica, ne, to tistih 18,5, 18,506 je lahko evrov, ampak to je zelo težko, ker bi progresija morala biti zelo, zelo visoka. In to mene moti, da oni zdaj želijo to uvesti progresivno, to mislim, da sem danes enemu na LinkedInu napisal, da želijo zdaj uvesti progresivni obvezni zdravstveni prispevek, ampak jaz pravim, če jim bo to uspelo, naslednja stopnja je, da je progresivni zdravstveni prispevek, ki ga imamo pri plači, potem bo progresiven pokojninski prispevek. Veste, ker tudi to je nesprejemljivo, da nekdo plačuje ima visoko plačo, plačuje visoke prispevke, pa ima omejeno pokojnino. Ne?
in tako naprej. Tako da tukaj je takih stvari dost. Jaz mislim, da na koncu ta, ne vem kako bi rekel, ne bi rekel euforija, ampak neki pritiski ne bodo pripeljali do tega, da se bodo v trgovini pojavile dvojne cene. Ne? Da tiste z nižjo plačo in tisto nižjo plačo. Ker to vodi k temu. Ne? Ja, v bistvu večja kompleksnost vsega, ker na vsaki to točki. Ni samo zdravstveni prispevek, to so tudi druge zadeve. Potem se vprašamo, zakaj nekdo, ki dela, zakaj on mora plačati dohodnino po stopnji 40-50%, nekdo drug pa 16%. To so te zadeve, ki ne bomo nikoli prišli skupaj. On bo rekel, jaz imam majhno plačo. Se strinjam. Ko sem jaz študiral, so moji kolegi se zabavali, so hodili na žure, so plesali in tako naprej, sem pa bil v sobi. Zato pravim, da tudi ne more biti naša, pozicija identična. Kaj pa sploh moralni aspekt progresivnega obdavčevanja? Kako gledate na to? Ja, ta morala se skriva za socialnim prispevkom. Ne? Torej, tisti, ki imajo več, ne prispevajo več. Torej, jaz sem načeloma Sej procentualno bi več, ampak tukaj je še večji procent. Se pravi, jaz sem zagovornik enotne davčne stopnje. Pomeni vsi, da plačamo 16% in zadeva zaključena. Tisti, ki zaslužijo več, tako plačajo več, ker 15% od 5000 je več kot 15% od 1000. Ampak ne, mi smo takrat uvedli še to progresijo, pomeni tisti, ki zasluži več, gre še več gor. Jaz dostikrat na mojih seminarjih, ko predavam, delam primerjavo, mi se sprašujemo, zakaj mnogi ne zapuščajo Slovenijo, ne? Ali pa zakaj tujci ne pridejo k nam, zakaj mi nismo za IT-evce, Pa se to dogaja v podatkih. Se dogaja. Nekatere podjetja so zašla v Bosno ali pa v Srbijo. Glejte, če bi jaz bil menedžer iz ZDA, prihajam, iščem na Balkanu neko državo, ki bi lahko odprli neki center za informatsko tehnologijo ali karkoli, jaz bom najprej gledal tudi svojo plačo. Kaj bo meni ostalo. Ne? In če jaz grem primerjati jaz sem delal izračune na 30,000 evrov bruto, kar verjetno ima takšen, bom rekel menedžer pa direktor neke multinacionalke, 30,000 evrov bruto je v Sloveniji 12,900 neto, v Srbiji 26,300. Kam bi šli? Ja, če samo to gledamo v Srbiji. Če sem Američan, ki mi je vseeno živim v Sloveniji ali v Srbiji, ali pa ne vem, Hrvaška ima malo više davke kot Srbija, ampak je še zmeraj ugodna, bom šel tja, delovna sila je tudi cenejša, prispevki so identični, tako pri prispevkih se nimamo kaj ukvarjati. In jaz tudi nisem zagovornik znižanja prispevkov. Ker če ti znižaš prispevke, to, kar nekateri predlagajo, boš pač več vzel ven iz ostalih davkov. Ker že zdaj dajo se iz proračuna v pokojninsko in zdravstveno blagajno, tako da to je samo neka, bom rekel, kozmetika. Ja. Ampak kako pa te dve sili, ne? Se pravi, te, ki so v neki fazi življenja, ki veliko ustvarjajo, ne? In veliko tudi vzemamo, potem imamo pa na drugi strani ljudje, ki študirajo recimo, ali pa so na začetku, tako kot ste vi rekli, ali pa pol v poznih časih. In v bistvu ta napetost med tema dvema silama, kako to v družbi uskladiti, ker vsak svojo... Tisti, ki so na začetku, si morajo postaviti cilj in vedeti, da bodo enkrat tam, kjer so oni, ki imajo, ne. Ker tisti, ki imajo, so tudi glavne, po moje, večinoma starejši. Neki tisti Srečkovičev, ki so imeli pač srečo, da so imeli družine, že predhodnike, ki so imeli veliko, ali so pa nekje zadel, ampak drugače pa to pot smo šli več ali manj vsi. Od faze, ki nisi imel nič, ker smo delali prek študentskega servisa, ne vem, jaz sem delal prek študentskega servisa, 2 fakulteti sem delal naenkrat in treniral sem nogomet. Torej vse se da, če hočeš, ampak normalno nisem pa imel onega drugega življenja, ki so ga moji kolegi imeli. Jaz nisem imel... Koliko pa date v to enačbo nek vpliv sreče, ne? Ker se mi zdi, da levi pol zagovarja, če jaz pravilno razumem njihov argument, je, da nismo se rodili vsi v istih pogojih, nimamo vsi iste sposobnosti in tudi ta aspekt sreče, ne? Ki ga uspešni ljudje ponavadi spregledajo malo, rečejo, jaz sem zaslužen za to, kam sem prišel zdaj, ne? Ampak življenje je kaotično. Lahko je tudi nekaj, da je pač nekdo po starših to dobil in tako naprej. Če gledam sebe, jaz sem se rodil v gradu, vasi gradu Prekmurju, pomeni, ne vem, jaz se spomnim, da sem asfalt. Poznam to vas. Ja, jaz sem asfalt videl, ne vem, prvič pred 5-6 letih, to mi je tako reči, v Bogu za hrbtom smo živeli in pol prideš in greš in se boriš in iščeš in delaš in tako naprej. Tako da nihče ne bo rekel, jaz pravim, da več ali manj se vsi rodimo na nekem istem nivoju po vprašanju, katero pot si izbereš. Sploh v Sloveniji, ne, imamo zelo male... Glejte, male odstopanja in vsakmu se dane možnosti, da gre.
je pa res, da ko študiraš na fakulteti, moraš sedeti, ne. Jaz, ko sem končal pravo, sem bil 10 ur na dan za mizo pri knjigi, ne. Pa se odločiš, da končaš in cel dan bereš, greš na izpit, padeš, prideš nazaj, ne vzameš si 2 dni za žur, ampak se vse res pa ponovno se učiš naprej. Vidiš, kje si kaj naredil narobe in pa greš še enkrat, ne. Tudi danes jaz, ne vem, mene vabijo mnogi na kosila, pa pejmo tja, ne grem nikamor, prihajam zjutraj ob 5:30 v službo, ob 7, 8, 9 grem domov in tudi če soboto in nedeljo delam. Tako da, pa tudi ne da se mi v družbo hoditi, ker pa se pogovarjajo o teh zadevah, o čem se midva zdaj pogovarjajo. Se vam ne zdijo pomembne? Se zdijo pomembne, ampak težko se pogovarjam z nekom, ki tega ne razume. Ne? Res ne, ker pa poskušam, no, in se tudi spremljate mogoče na LinkedInu, pa še kje drugje, poskušam ljudem razložiti, veste, pol nekdo me na začetku napade, potem po 2 dneh se mi upraviči, da sem imel prav in tako naprej. Veste, to ljudje morajo vedeti, kako je sestavljen naš davčni sistem, kakšna je obdavčitev, a imamo progresijo, nimamo progresije, kakšni so prispevki, kdo jih plačuje. Veste, reči, da bogati ne plačajo davke, meni smešno. Ker če mi govorimo o Sloveniji, o bogatih, potem govorimo o tistih, ki plačujejo vse. Ker tisti bogati, ki ne plačujejo, niso pri nas. Oni so se odselili, šli so nekam ven, zdaj Hrvaška postaja zanimiva, kar nekaj se jih odseli na Hrvaško, drugi se odselijo kam drugam, ali grejo v Južno Ameriko, ali grejo kamorkoli, tudi grejo v te arabske države, ki imajo pač nižje davke, čeprav tudi Dubaj ni več to, kar je bil. Dubaj uvedel DDV, uvedel 9% davek na obdavčitev pravnih oseb, tako da zadeva se pomikajo in jaz tudi nisem zagovornik. Jaz sem zagovornik, da greš v tujino, če se odseliš tja in tam delaš. Nisem pa zagovornik, da ti iz Slovenije delaš preko tujega podjetja, ker to nima smisla. No, če se vam te tematike ne zdijo relevantne, kaj pa bi vi naredili recimo kot neko prvo stvar, če bi bili v parlamentu, prvi ukrep, prvo reformo? Ja, v parlamentu si ne želim biti. No, ampak... Če bi imel možnost odločiti. Tako. Torej, jaz bom tako rekel, poslušam in gledam te ljudi, kako pripravljajo neke predloge za vlado, kako se bodo borili, kako bodo vlado pritisnili in tako naprej. Glejte, jaz sem 2-krat sem povedal, pa sem pa nehal govoriti, da če vlada noče, jo ne moš prisiliti. Lahko delaš karkoli želiš, ne boš jo prisilil, da bo sprejela nek zakon, da bo nekaj naredila, zato ker tukaj je veliko dela. To je ta prvo. Drugo, če jim to ne ustreza, ne bodo naredili. Zakoni se lahko naredijo zelo hitro, če je volja. Pomeni, če sem bil kot direktor davkarije in tukaj in v Srbiji, sem pač naredil pri 4 davčnih reformah, sem bil in vem, kako smo delali. Sedela sva se z ministrom za finance, še kakšna skupina, pogledali smo, kaj je treba narediti, upoštevali smo predloge s terena, tisti, ki so bili v redu, in smo šli v spremembo zakona in to se naredi hitro. Nam je ta vlada 22 so takrat sprejeli tisto davčno reformo, ki so povozili tisto Janševo, ki smo mi pripravili za znižanje davčnih stopenj, potem so pa čez leto 2 ugotovili, da so naredili napako, sploh pri splošni olajšavi in tako naprej, in so pol iskali variante, ampak veste, težko je ti, če nekaj povoziš in rečeš, da ni v redu, da boš pol rekel, da je v redu, ker si ugotovil. Pa so šli s predlogom obdavčitve nepremičnin, ki mi je tudi propadel, nekno so nam obljubljali, da bodo naredili davčno reformo, pa jo niso naredili. Ti za davčno reformo se moraš organizirati, moraš narediti. Minister za finance je skozi govoril, da ima strateški svet za davke, ki mu tu svetuje in da bodo oni to pripravili in da bodo garali, ampak od vsega ni bilo popolnoma nič. In kaj bi vi naredili najprej? Ne, jaz bi, če so drugo leto volitve marca, tako pričakujemo, recimo, da bo vlada formirana tam nekje do konca aprila, časa je dovolj, da se naredijo tisti kozmetični popravki, ki sem jih jaz objavil pred časom. Pomeni, to bi bili kozmetični popravki, ki bi malo razbremenili zavezance. Ker še jaz mi pravim, nisem za velike razbremenitve. Torej, kot sem povedal, naredil določene spremembe na dohodnine, pomeni, ta najnižji dohodninski razred bi znižal iz 16 na 10, zgornjega bi spustil iz 50 na 40, pomeni, razbremenili smo zgornje, koliko dovolj. Uvedel bi to socialno kapico, pomeni prenehanje obračunavanja prispevkov, mi mu rečemo socialna kapica. To pomeni, da bi določili znesek, nad katerim se ne obračunavajo prispevki. Jaz sem pred leti zagovarjal 6.000 evrov, to že od leta 2011, zdaj zagovarjam 8.000, ker se je zadeva povečala. Gospodarstvo pa tukaj zagovarja 1,5 povprečno plačo, kar jaz pravim, da je absolutno premalo, ker bi bil prevelik izpad. 8.000, zakaj pa tudi 8.000 za zdaj, ker mi že danes imamo socialno kapico, imamo omejitev plačevanja prispevkov pri SP-jih. Maksimalna zavarovalna osnova pri SP-jih je 8.300.
in on ne plača više prispevke, kot je teh 8300 osnove, ne, od tega plačuje prispevke. Vsi ostali, ki smo zaposleni v podjetjih, pa tudi, če imajo plačo 20-30 tisoč, plačujejo prispevke od polnega zneska. In to je tisto, kar bi morali omejiti in bi se zadeva potem tudi na nek način bi se ustavila, kajti če kdo k nam pride v Slovenijo delati iz države, kjer je imel to kapico, recimo iz Avstrije, on bo ugotovil, da tukaj mu ostane manj denarja, kot je imel tam. Ne. To je pri dohodnini, potem bi normalno jaz ne bi nič delal spremembe, kakšne bom rekel vsebinske zadeve, ampak bi sam stopnje pri tem olajšavi, ki imamo do 29 let, pa ta mlade, pa nad 70 let za te tako imamo upokojensko bi dvignil iz 1300 oziroma 1500 na 2000 evrov, splošno olajšavo bi tudi dvignil bi jo na 8000 in zdaj z dvigom splošne olajšave na 8000 pa z spuščanjem najnižje obdavčitve 16 na 10 smo veliko število teh z majhnimi dohodki razbremenili. Tudi zadnjič sem objavil, koliko je zavezancev v prvem dohodninskem razredu in koliko jih je v petem. Ne? In tam se lepo vidi, da 6100 pa še neki zavezancem v petem dohodninskem razredu plača več dohodnine kot 940 v prvem razredu. To je že tukaj se vidi progresija. In zato mi sploh ni jasno tele pritiski, ki jih vršijo, bom rekel, Glas ljudstva in tako naprej zaradi tistega zdravstvenega prispevka, kajti je jasno, da je tukaj. Potem tudi poslušam nenehno, kako je srednji sloj obremenjen. Jaz sem pravnik, nisem ekonomist, nisem da bi neke statistične raziskave delal, ampak kmečka logika. Če oni rečejo, da je srednji razred najbolj obremenjen, in jaz grem pogledat, koliko oni plačajo poprečno dohodnine, in ugotovim, da se ne bi razlagal, je 1500 ali 2500 nekaj tazga, je poprečno plačilo dohodnine, v zgornjem dohodninskem razredu je pa 47 poprečno. In potem se glih zadnjič z enim ekonomistom malo prerekal, zakaj on pravi, oni plačajo največ. Sliko, ja, plačajo največ, ker jih je največ. Se tisti, ki jih je največ, plačajo največ, ampak oni plačajo dosti manj. Kumulativo so gledali. Seveda število zavezancov po 2 Jurija 500, ki jih je toliko velik, normalno, da plačajo največ, ampak oni niso najbolj obremenjeni. Ampak to se nima s kom pogovarjati. Se pravi, gre za površno debato o tematiki, ki je zelo kompleksna. Ali se razumem prav? Ja, gre za to, da če želiš neko tematiko izpostaviti in jo dvigni na neki nižji nivo razprave, rečeš, da so najbolj obremenjeni. In potem to zagrabijo vsi, gospodarstvo zagrabijo, vsi zagrabijo in govorijo, kako je srednji razred najbolj obremenjen, ker nosi največjo. Jaz vam pa pravim, da ker največ prispeva v blagajno, ampak kumulativno. Jaz vam pa pravim, da s korekcijo dohodninske lestvice tudi takoj premaknemo na srednji razred. Veste, ti samo narediš, da so stopnje od tega do tega razreda takšne, pa jih bo več v drugem razredu. Ali boš pa naredil tako, da jih bo največ v prvem razredu. Zato je to, ampak pustimo, ne. To je to zadeva potem, kaj bi še naredil pri dohodnini. Davčni dobiček tudi. Ja, pri dohodnini bi še uvedel 6. dohodninski razred. To pomeni nad 1 milijon evrov 10% dohodnina. Recimo tukaj se je tudi pokazalo, ker sem to predlagal pred 5 leti, kako ljudje ne razumejo. Ne. Oni so mene naskočili, da hočem obvesti nižjo obdavčitev za bogate nad 1 milijon evrov, ker oni bodo plačali 10, čistilka pa plača 16. Oni pa niti toliko niso bili, da bi pogledali, koliko je vstop v ta dohodninski razred. Torej vstop v 6. dohodninski razred je cirka, ne bom povedal čez palc, 480 dohodnine. Ker ti moraš predhodno plačati. Vse plačaš do takrat, ampak oni to začnejo pisati, poskočijo sindikati in tako naprej in pa se to razvija debata, novinarji ne razumejo in smo tam. A poveste mi še za davek na dobiček? Pravnih oseb, pa imam neko... Davek na dobiček sem še zmeraj zagovornik 15% stopnje, tudi zdaj v Evropski uniji, če se sliša za ta davek za multinacionalke, ker so imela Google pa Apple pa ti, ki so bili na Irskem, je pol bilo sprejeto, da nekako za te multinacionalke, ki imajo toliko in toliko prometa, da se uvede obdavčitev 15%. Ne? In jaz se strinjam, vedemo v celi Evropi 15%, imamo zadevo zaključeno. In zato jaz tudi v Sloveniji že vsa leta zagovarjam 15% in mi smo leta 2006, ko smo delali davčno reformo, takrat je bila stopnja 25%, mi smo takrat določili končni cilj 15% in smo prvo leto znižali za 2 odstotni točki, potem smo pa vsako leto se zniževalo po 1 odstotno točko, dokler nismo prišli do 17%. To pomeni še 2 leti in bi bili na 15%. No, potem se je pa to zvišalo na 19% in zdaj se je zvišalo na 22%. Zdaj, če to primerjamo s Hrvaško, Hrvaška ima za podjetja do 1 milijon prometa evrov, ima 9%. Za ostale ima 18%. To pomeni,
da se nekateri, ki imajo manj prometa, ki so blizu hrvaške meje, se odločijo, da naredijo podjetje čez. Manj dobička. A prometa? A za promet so definirali procente? Ne, oni so rekli, če imate prometa manj kot 1 milijon evrov, je od vašega dobička plačate davek 9%. Če imate več, potem padete v višji razred, je po 18%. Nekaj ste pa tudi izpostavil, ki bi mi mogli vi malo razložiti, se pravi davek na kapital. A mi to poveste? Ker mi ni čist logično in smiselno cel koncept tega. Kaj ni logično? Zakaj ga sploh imamo? Ne, zakaj ga imamo, ampak vaš predlog, da se, mislim, da je mali procent 0,9. Ne, zamišljal ste. Povejte mi. Dohodek na kapital je pri nas obdavčen 25. Bil je prej obdavčen 27,5. Torej, kaj je dohodek? Dohodki iz kapitala so obresti, dividende, kapitalski dobički. Ja, ne govorimo o dohodku. Bo prišla na premoženje. Ker tam na premoženje so govora. Potem, in mi to imamo, to je bilo 27,5, mi smo potem to znižali leta 2022, spomladi smo znižali na 25. Moj končni cilj je, da bi to bilo 20. Potem je bilo pa govora, takrat se spomnim 23. decembra 2024, je bilo 2024, ja. Ko je minister za finance predstavil novo obdavčitev nepremičnin, mislim, da je bilo, ja. 23. decembra 2024 je imel pač tiskovno konferenco, povedal, kako bodo obdavčili nepremičnine, 1,45%. In tako naprej, in da bi obdavčili samo stanovanjske nepremičnine in pa stavbna zemljišča, zato da bodo prisilili tiste, ki imajo več stanovanj, da jih bodo dali v najem. Niso pa naredili nič na tem, kako zaščititi tiste, ki dajo v najem, da ne bodo najemniki uničili stanovanja, pa kdo bo plačal in tako naprej. Takrat so govorili, kako bodo to zelo hitro naredili, kako bodo to usposobili, niso naredili popolnoma nič, zaradi so se ljudje začeli razburjati, niso upoštevali vrsto zadev, da imajo lahko starši hišo, v katerih živijo otroci, ne morejo potem biti. Ker oni so rekli, da prva nepremičnina bo neobdavčena. Zakaj sem pa jaz dal moj kontrapredlog 0,2%? Zaradi tega, ker mi to obdavčitev že imamo, lahko se je ukine, ker to predstavlja cirka 300 milijonov, zdajšnji davek na premoženje, torej NUSZ, davek na premoženje, davek na plovila je cirka 280 do 300 milijonov. Pomeni, ta davek bi lahko tudi ukinili, če gledamo, koliko se razsipava z določenimi zneski denarja in tako naprej v proračunu. Pomeni, ena varianta je to, kar nekateri predlagajo, ki se razburjajo, ki pravijo, zakaj bi mi plačali še enkrat davek, če smo že plačali, ko smo gradili hišo. Ampak meni je nenavadno se o tem pogovarjati, ker mi ta davek imamo že od leta, ko se je spomnil, 88. Takrat je bil. Torej, to je davek, ki je občinski, torej ne gre v proračun, ga dobijo občine, torej za svojo infrastrukturo in to imamo že. Torej, težko je verjeti, da se bo nekdo odločil, da bo ta davek ukinil. Tisto, kar pa mene moti, zakaj je še nekaj vlada je zmeraj, predstavniki vlade so zmeraj govorili, da bodo obdavčili premoženje. Torej, za mene beseda premoženje zajema premično premoženje in nepremično premoženje. Oni pa govorijo, da bodo obdavčili premoženje, imajo pa v glavi samo nepremično premoženje. In jaz pravim, zakaj bi se moje premoženje, ki ga imam v ceglih, zakaj bi se to moje premoženje obdavčilo, premoženje, ki ga imam pa v banki v evrih, pa ne bi bilo obdavčeno. Kaj je čisto isto. Ali pa ne vem, moje premoženje v zlatih palicah, ali pa moje premoženje v srebrnih palicah, ali pa moje premoženje v kapitalu, v firmah. Zakaj to govorim? Zaradi tega, ker sem dal dosti davčnih pregledov skozi in dosti krat, ko inšpektorji vprašajo zavezance, odkot vam pa denar, ja, prodal sem zlate palice, to je skoraj najbolj klasičen odgovor. Potem se pa začne, kdaj ste jih kupili, za koliko ste jih kupili. Normalno nekateri kupujejo, praviloma se kupuje, da dobiš račun pri teh podjetjih, ki so v Sloveniji, ki to prodajo. Nekateri potem rečejo, da so prodali za gotovino, potem se zalomi, ker če je prodal za gotovino, če je kupil za gotovino, mora nekdo prodati, potem se gre onega spraševati in tako se zadeve potem grejo na vse možne variante. In jaz sem rekel, če že nekaj obdavčimo, da bomo vsi enaki ali pa ukinimo. Ampak če smo vsi enaki, jaz sem takrat predlagal 0,2%, predlagal sem, da bi 200 ali pa 300 tisoč evrov bilo free. Šele nad tem zneskom bi bilo obdavčeno 0,2%. In potem se spet pojavi razburjanje. Ampak gledajte, tisti, ki... Sprav, vi bi obdavčili tudi, če imam jaz sredstva na banki? Ja, seveda. Vse to nekatere države imajo. Razumem, ampak čisto konceptualno, da vam povem, kaj mi ni jasno, kaj ste vprašal. Jaz
z nečim ne delam dohodka. Ne? Se pravi, tukaj ne govorijo o dohodku. Imate obresti majhne. Ampak to se posebej obdavčuje, tako da to izvzemamo ven iz tega. Ne? Jaz imam neka... Se tudi najemnina se posebej obdavčuje. Tako je. Ampak kljub temu plača davek na nepremičnino. Se zato, če mi lahko razložite, kako je to sploh moralno smiselno, da se me obdavči na neko premoženje, ki ne ustvarja dohodka, ker kako bom jaz ta davek sploh plačal? Ne, moram biti vse nekaj razčistiti. Se imamo cel kup ljudi, ki živijo v hišah, pa ne morajo plačati NUSZ ali pa davek na premoženje. Ker so sami, ker so že starejši in tako naprej. Se pravi, sedim na premoženju, ampak ta premoženje mi ne prenaša dohodka. Ali obdavčimo vso premoženje, ali prečrtimo. Ne moramo pa samo določeno premoženje obdavčiti. Zakaj samo cegle? Ne, meni je oboje nesmiselno, ampak... Potem se pa enostavno reče, torej črtamo to, 300 milijonov manjka, 300 milijonov moramo nekje najti, ker to moramo dati občinam. To občine dobijo, plus da dobijo še svojo povprečnino. In zadeva je enostavna, samo se mora nekdo odločiti, da reči, ukinjamo davek na premoženje, zaradi tega, ker pri tem davku na premoženje, to, kar pa nihče ne ve, je zelo veliko stroškov za izdajanje odločb, za izterjavo. Jaz se spomnim, da smo na Fursu, ko sem jaz bil direktor, je bilo vsako leto cirka 20,000 pritožb na NUSZ. Ali so prodali, pa niso več bili lastniki in tako naprej, ali so niso kvadrati štimali, ali točke niso štimali in tako naprej. Vse so za te pritožbe porešali, ampak to je toliko enega dela, ki bi to vse skupaj seštel, bi mogoče ugotovil, da je pa mogoče razlika, ne vem, 250 milijonov. Ja, sej to je druga debata, kako nadomestiti ta izpad dohodka za državo, ampak čist govorim tako konceptualno, pa moralno, če imam jaz neko stvar in plačam, ne vem, ta stvar mi prinaša dohodek, jaz bom plačal davek na ta dohodek. To stvar prodam, bom plačal davek na to, da sem jaz zaslužil. Ampak če jaz nič od tega ne naredim, pa mi država želi vzeti delček tega vsako leto, pa država vam že jemlje 40 let. Razumem, ampak to ni dober argument, da to ostane. To je ta pravi argument. Torej, lahko se ukine, se ni nobenega problema. Lahko se ukine in stvar rešena. Bo treba nekje najti tistih 300 milijonov, ali se bo to povečal proračunski minus, ali se pa nekaj ne bo naredilo. Ampak ta denar je občinski, ta denar ni državni, to je občinski denar. A se vam zdi, da je v družbi vedno več, se pravi, razlike med bogatimi pa revnimi v razvitem svetu naraščajo? Nekje je bolj ekstremno, nekje ni. Teh podatkov nima in se tudi o tem ne želim pogovarjati, zaradi tega, ker nihče nikoli ne pove, koliko ti bogati dajo donacij, koliko ti bogati pomagajo komu drugemu. Sej to ni moj point. To je poanta. To je poanta, ker jaz, če gledam že v Sloveniji, nekaj govorijo o bogatih podjetjih, pa bogatih posameznikih, jaz jih poznam veliko, ker združujejo kakšne družine, ki dajo denar za kakšne otroke preko botrstva in tako naprej, ki dajo veliko... Sva na isti strani. Absolutno se strinjam. Ko dajo veliko donacij raznim društvom. Absolutno se strinjam. Mogoče sem, da razvijem to do konca. Ker prehajajo do teh sil, se mi zdi, da v družbi neke mogoče bolj socialistične ideje ali pa ideje, da je treba več vzeti, prevladajo in ta pritisk se vrši na politiko in politika bo pol zagovarjala te ideje. Midva sva na isti strani. Politika gleda, ki je več glasov. Tako je. A vidite ta trend? In jaz mislim, da je ta trend problematičen. Ne, ta trend je vedno hujši v Sloveniji. In to, dajmo vzeti delček premoženja vsako leto, začeli bomo mogoče z malim delčkom, ampak če bo politična sila vedno močnejša, bomo začeli dvigovati ta procent. Zato, ker bo masa ljudi rekla, treba mi je pobrati. In to se mi zdi, da je problematika. Tako da to je problematika, ampak nekaj moramo vedeti, ko se vse to pri nas dogaja. Veliko premožnih je že šlo iz Slovenije ven. In pa živijo nekje drugi, kjer nekdo, ki je pri nas premožen, pa štrli ven, gre v državo, kjer ga sploh ne opazi. Zato, ker nima toliko veliko. Grejo ven in se pač posvetijo tam življenju, so mirni, se ne razburijo. Torej, meni tudi pravijo, nekdo pričakuje, zakaj se jaz razburjam. Jaz nimam teh težav s temi davki. Jaz sem se pač odločil, da te davke plačam. Na nek način sem tudi že upokojen. To meni že drugo leto prejemam tistih 40% pokojnine, ampak še zmeraj delam naprej. In to je to. In se s tem ne obremenjujem. Ampak gre za to, ker jaz vidim, kaj se dogaja.
tudi gledam, malo sem hodil po tujini in vidim, ljudje enostavno se odločijo in so tiho in pravi, ne bom, jaz grem ven. Jaz ne bom tukaj, ne bom dajal, ker vidim, da trošijo nekontrolirano, ni nobenega nadzora in tako naprej, ta pravega nadzora. Ne. In potem enostavno grejo, vzamejo družino, grejo na Hrvaško, vpišejo tam otroke v mednarodno šolo in zdaj je zaključeno. Jaz se tega bojim, da na koncu bo zmanjkalo bo onih v zgornjem razredu. Sposobnih ljudi, ki dvigajo družbo, pa jo peljejo naprej in po moje posledica tega bo, ker bojo stvari slabše delovale, bojo ljudje želeli še več države, še več in še več vzemanja. In država potem, kar rabi denar, se zadolži in to je to. Ja, ali pa skozi inflacijo financiramo ta aparat, kar je pa že tako in tako se mi zdi, da prikrit davek na premoženje. Ja. Tako da, to sem želel z vami pač predebatirati, ta davek na premoženje se mi zdi čista kraja. Ta pritisk je vedno hujši, vzeti bogatim, Ja. Čeprav oni plačajo največ, potem bodo ti pritiski, torej nihče pa ne reče, in torej na drugi strani se mogoče vedno višji socialni transferji. Ampak kdo pokriva socialne transferje? Tisti, ki veliko zaslužijo. Če mi pogledamo, da v prvem dohodninskem razredu je povprečna stopnja, povprečni znesek plačane dohodnine 252 evrov. Torej v prvem razredu, kjer je 940 zavezancev, je povprečni znesek plačane dohodnine 252 evrov, to pomeni 20 evrov na mesec, malo več. Oni od zgoraj pa 47 evrov. 47 000 evrov. Kako pa spisati to družbeno pogodbo ali pa nek dogovor med nami pa sloji? Jaz mislim, da se ne smemo s tem ukvarjati. Dohodninsko lestvico imamo, zakonodajo imamo in se ne ukvarjati s tem, da koga bolje obdavčiti in koga ne. To nima smisla. To se samo neki konflikti ustvarjajo. Potem oni nekaj časa govorijo, ko jim dokažeš kontro, utihnejo in tako naprej. In kaj če skončijo se ti bolj prerekati, da imamo progresivno, še danes nekdo ne ve, da imamo progresivno dohodninsko lestvico, dokler ga ne udari. Najhujše pa tisto, kar smo govorili o tem, ko nekdo proda nepremičnino, pa mora plačati kapitalski dobiček. To je pa katastrofa. Zakaj, če sem jo že kupil z davkom, če sem že plačal davek? Sem rekel, ja, ampak vi ste zaslužili. Ja, pa zakaj bi jaz to moral dati? Ja, se mi zdi, da v družbi je zelo tako, da vsak sebe gleda, pa tudi pritiska na politike, zato da bo njemu boljše, Politik pa obljublja večjemu številu ljudi, in to se mi zdi zelo nevarno. Saj, če imamo tako dva različna modela, mogoče je tak ameriški, je tak bolj individualen, pa nizki davki, pa imamo skandinavski primer, visoki davki, ampak tam se mi zdi, da je že v kulturi neko zaupanje do države višje, pa tudi ta občutek za solidarnost je večji, ne grabi vsak za sebe v ekstrem. A bi se strinjali s tem, ali kje najdete to neko? Je nekaj tradicije, ampak jaz še enkrat pravim, da kar jaz poznam, torej tudi pri nas je veliko solidarnosti. Sam se mogoče toliko ne izpostavlja, toliko se ne govori, ampak ljudje torej pomagajo tisti, ki imajo, ampak to se pol vse zamegli s temi, bom rekel, napadi, dajmo jih še bolje obdavčiti, dajmo jim še več vzeti. In ne vem, kam bo to pripeljalo. Sam poglejva, kako je bilo takrat, ko sem jaz tudi sodeloval leta 2000, ko smo zmanjševali obdavčitev z dohodnino, ko so sindikati bili proti. Kje je logika? Sindikat je bil proti, da bo delavec več dobil. To nam vse kaže, da je to se nekako politično razdeljen in z tega ne bomo nikoli ven prišli. Razen, če bi imeli veliko koalicijo, ki bi bila, bom rekel, zelo pametna in pametno delala. Kakšna se vam pa zdi pozicija mladih v današnjih časih v primerjavi s takrat, ko ste vi bili mladi, predvsem glede teh osnovnih življenjskih stvari, ki jih človek potrebuje, tukaj takoj pride na misel neka nepremičnina, se mi zdi, da je to dostikrat argument te druge strani. Moral bi nekdo narediti izračune, koliko je bilo to takrat vredno, pa koliko je to danes, pa koliko se zasluži, pa koliko so štipendije bile, ampak jaz vem, da je bilo tudi takrat vse drago. Ne vem, tako občutek imam, glih tako nismo imeli, smo se selili iz enega stanovanja v drugo, iskali nižjo najemnino. Ja. To je bilo, ampak vem, mogoče takrat ni bilo toliko teh družbenih omrežij, da bi to izpostavljali in tako naprej, nisi mogel kje povedati, da se to govori, ampak glih tako, sem res povedal takrat, mi smo takrat imeli študentski servis, delali smo preko njega, ta študentski servis takrat ni bil predstavljen, kot ga danes predstavljajo,
kot nekaj, kjer ti z neko nižjo odločitvijo priješ do nekega zaslužka. Se končno so to študenti, zakaj se s tem sploh ukvarjati. In takrat smo res, tudi veliko dela se je dobilo prek študenta, če si hotel delati, si lahko delal. Mi fantje smo iskali zmed tista težaška dela, ki so bila dobro plačana. Vem, ko sem tam v Gramexu, smo prelagali iz vagonov cement, to je bilo po 20 ton na dan. Tak. In to se moral delati, ampak ne vem, jaz težko rečem. Jaz sem se pač odločil, da delam, da nekaj zaslužim, da pol tudi nekaj imam. Je to. Se pravi, se nam zdi, da je to bolj občutek, ki ga imamo. Sigurno, da nekateri nimajo, pa ne morejo. Ne? To je sigurno. Jaz se strinjam socialnimi. Ne, generalno govorim. Jaz se strinjam s socialnimi transferji, ampak ne more biti socialni transfer blizu plače. Kaj pol demotivira v bistvu delo. Ker meni nekdo, ki jaz nekomu rečem, gled, te bom plačal uradno, boš dobil nakazilo na TRR in tako naprej. Ne, to pa ne pride upoštev, ker bom zgubil socialne transfere, ker bodo videli, koliko imam priliva na račun, pa ne bom imel otroških dodatkov. Vse to, ki slišim, mene mine. To pomeni, da je vse nekako skalkuliran, koliko lahko nekdo dobi na TRR, da bo imel skoraj toliko, kot če bi delal. In tukaj morajo nekaj narediti. Je pa res, da je to velika volilna baza. Vodil ste FURS, ne? Ali mi poveste malo o tem obdobju, kakšne cilje ste vi imeli v svoji glavi, da jih zasledujete? Prvič, ko sem prevzel vodenje FURS-a, je bilo 2006, takrat je bil minister Andrej Bajuk. Jaz sem bil takrat že velik kritik, FURS-a že skozi, ali takrat še Dursa, in me je takrat Bajuk pač sva se spoznala in sva pač sodelovala, tudi bil sem takrat v prvi skupini za reformo in je rekel, če si toliko pameten, pa skozi kritiziraš, da je nekaj naredi. In potem res nisem mogel nazaj, tako da takrat sem šel, bil sem 2 leti in pol. Tisto, kar je najbolj, kar tudi danes vidim, jaz imam tudi davčno akademijo in predavam davčno akademijo mojo, in ko vprašam jih, če vejo, kdo je uvedel informativni izračun dohodnine, to dobite izpolnjeno. Torej, noben udeleženec ne ve. Bo to sem uvedel jaz. Torej, jaz, ko sem takrat prišel na DURS, sem to takoj hotel uvesti in smo tudi potem 2007 to uvedli, začelo je 2008, da dobijo vsi domov izpolnjene obrazce. To je bila ena taka velika sprememba, ki je dejansko olajšala in tudi zadnjič mi je nekdo napisal, kaj si pa sploh prišparal s tem. Veste, mi smo v tistih časih obrazce za napoved dohodnine kupovali v državni založbi. Bil je mi koliko $10, nekaj takega bil. Potem si moral to izpolniti, si moral računčke skupaj izbrati, si moral ne vem, ali do davčnega svetovalca. In jaz sem takrat rekel, če je bil povprečni strošek 20 evrov, da bo lažje računati, 20 evrov, zavezancov je pa milijon. Je to 20 milijonov prišparanega pri vseh zavezancih. Da ne rečem še pri poštnini, ker jaz sem takrat v kino pošiljanje preporočeno in sem uvedel z navadno pošto. Pa je bilo veliko nasprotnikov, kako to, pa kako on, pa kako tist. To je bilo toliko razprav, ker recimo se je rekel, vse jim bomo poslali. Ja, pa čakajte, če boste poslali, kako bomo pa mi vedeli, kdaj smo poslali. Se je rekel, enostavno v levi kod bomo napisali odposlano. To je zdaj, kar imate napisano na kuverti. Recimo ena taka sprememba je tudi bila, ki smo jo komi spravili skozi, sem jaz rekel, dajte, če ljudje prosijo za obročno plačilo dohodnine, naj bo dovolj, da nam samo pošlje dopis, da želijo obročno brez dokumentov. Ja, to pa ne gre, kaj pa če bodo bogati to hoteli, se rekel, gledajte, vi vsako vlogo rešujete povprečno 4 do 5 mesecev ali pa še več. Dajte jim na 3 obroke, torej ne bo vam treba reševati vloge in dobili boste plačano v 3 mesecih. In to zdaj popolnoma normalno laufa. Zdaj celo imamo tako, da preko e-davkov damo vlogo, pa še isti dan nazaj dobimo že odločitev. Torej vse se da zelo hitro narediti. Vse se da tako, da tisto, kar sem tudi rekel, takrat, ko sem bil direktor, sem inšpektor rekel, da ne odločajo po zakonu in po neki logiki, da ne delajo samostojno in tako naprej. In to je pač potekalo, zato tudi mnogi pravijo, da v času, ko sem jaz direktor, inšpektori so bolj prijazni kot takrat, ko nisem. Kot nisem, in to se je tudi zgodilo, zdaj, ko sem bil drugič leta 21 pa 22, torej od junija do junija, je bilo isto. V tem času smo pa uvedli pač en obrazec za vse dohodke, ki jih imamo zavezanci, to je en REK O obrazec, toliko, da ni več bilo tistih obrazcev več in tako naprej. To je bila ena taka poenostavitev. Isto sem pa jaz leta 2013 naredil v Srbiji. Jaz, ko sem prišel v Srbijo, oni so imeli nešteto kar nekaj teh obrazcev za dohodke, imeli so 1200 vplačnih računov, gre po vseh občinah in tako naprej. In jaz sem takrat uvedel en obrazec in en vplačni račun. Ampak veste, kako je bil uveden ta vplačni račun? Postaviš ga pred ostale, pa država pol deli naprej. Torej, to je bila taka sprememba in smo dejansko ponestavili in tudi takrat sem za tisto eno leto, ko sem bil tam, sem pol dobil na koncu leta nagrado reformator leta v
državni upravi v kategoriji teh, bom rekel, upravnih organov. Tako da je bilo kaj dosti, ampak tudi takrat po enem letu mi je bilo dosti in sem šel nazaj, ker sem le imel svoje podjetje, zaposlene in sem se vrnil nazaj. Tako da. Kaj pa so bili taki najpogostejši, noče neč goljufije, ampak tako, če mi poveste, ko ste furs vodo, a ne? Glejte, ljudje, Tako da dobimo neko predstavo. Za mene ni bilo ničesar, kar ne bi poznal. Okay. Zdaj, zanimivo, ko sem prišel v Srbijo, ker sploh me niso poznali, so rekli, to je en Slovenc prišel, bo tle za neki hotel spremeniti. Tako da dokler me niso poznali, sem tudi hodil po uradih, zamaskiran, ne. Jaz sem si dal čepico gor, pa rukzak, pa sem šel pa na šalter, pa spraševal to, pa on, pa tis, pa so me pošiljali iz pisarne v pisarno, samo da, torej referentka je bila najbolj vesela, ki je ugotovila, da sem prišel v pisarno, kjer ni moja črka prva, ne, S. In me je poslala v drugo in tako naprej. Ampak to smo pol uredili in isto je bilo tukaj v Sloveniji, ne. Glejte, zavezanci poskušajo na vse možne načine iskati variante, kako bi se izognili. Zdaj pred par meseci je bila tista, ne vem, če ste spremljali, ko so delali hišne preiskave, ki je bil cel kup. Tam so recimo ljudje, podjetniki prejemali fiktivne račune. To pomeni, da... Podjetje A je v podjetju B izstavilo fiktivni račun, podjetje B je plačalo račun podjetju A, podjetje A je pa pač njemu pol na nek način ta denar vrnilo nazaj, ne. Na kak način? Se mora spet z računom ali kako brez računa? Gotovino, pa mu vrnil gotovino in tako naprej. To so, veste, to so take bedeli. SP-jevec ali del? Tudi eno in drugo. A veste, ne predstavljam si čisto, kako je s podjetjem. Torej jaz, ki sem to videl, sem rekel, dajte, povejte mi, kje je bila logika? To se vse vidi. Vidi se nakazilo, vidi se dvig, vidi se vse. Ja, veste, dokler jih ni nihče pogledal, dokler jih ni nihče obdavčil in tako naprej. Ampak jaz vam povem, ali je davek visok, je davek nizek isti. Jaz sem 2-3 mesece sem delal v Črni Gori, ker sem pomagal neki davkariji. Tam imajo dohodnino, so imeli takrat dohodnino 9%. Zavezanci so spet iskali varianto, kako bi se. Veste, tako da vprašanje, pri kateri stopnji bi nehali iskati variante, ne. Tako da, torej to so ti fiktivni računi, pa so razni, ne vem, kupiš določene stvari, ki jih ne rabi za podjetje, pa jih daš not. Kako pa vi pa to presote, to pa res ni bilo potrebno? Ne, mi, ki se s tem ukvarjamo, vemo, kaj je potrebno za podjetje. Nekdo, ki ima podjetje, sigurno ne rabi, ne vem, neke obleke, pa ne rabi nekih koles, pa tako naprej, čeprav bo nekdo stokrat prepričeval, da kolesa rabi za službo. Sej rabiš kolo, če se res voziš, pa imaš kurirsko delo, ne, ampak ker zdaj tudi če ste spremljali, ta vlada je uvedla ničelno stopnjo za obdavčitev torej ničelno stopnjo za boniteto za električna kolesa. No, torej jaz se vprašam, zakaj nekdo uvede ničelno stopnjo za električna kolesa, to pomeni, da jih bo enkrat obdavčal. Zakaj je pa do tega prišlo? Zato, ker so ljudje pretiravali. Kupovali so električna draga kolesa na podjetje. In to se vse vidi. Zato jaz pravim, da tukaj mora biti delitev stroškov. In dostikrat pride kdo k meni, jaz mu rečem, pa zakaj komplicira? Izplačaj si dividende 25%, pa je stvar rešena. Ja, ampak zakaj bi jaz to plačal davek, če mi ni treba? Jaz to rečem, kot se rekel, glej. In potem se začnemo prerekati in normalno dejansko je obdavčitev 41,5, če vzamemo davek od dobička 22 plus 25 je 41,5. In potem mu pravi, ja pa to je 41, se rekel, glej, ti to glej bolj pozitivno. 22 si plačal lani. In zdaj si ti v drugi fazi, ki je sam 25. Taka pozitivna psihologija. Ja, 25 pa je sam 25, pa, veste, ker oni pol grejo, oni to vse kupijo in pol prije pa davčni organ, pa jim glih tako še enkrat obdavči na isti način, kot bi bilo prej, pa še zamudne obresti, pa če preseže 50,000 evrov je še kazenska ovadba, davka na letnem nivoju in tako naprej. In potem se to pojavi cel kup problemov, ki jih ne bi imel drugačne. In zato jaz pravim, da je sigurno tudi gledamo v davčnih postopkih, ki jih imamo, ne, zavezanskega davčni organ pregleduje, pa če se še policija vključi, bi dal vse, plačal bi tudi 2-krat več, da tega nima. Zato jaz vsakmu rečem, da je plače normalno tisto, kar moraš plačati. Normalno je pa, da če želiš imeti ugodno obdavčitev, je pa zdaj, ali da voliš tistega, ki ti bo to omogočil, ne obljubil, ne, ki ti bo to omogočil in potem boš imel nižje davke. Res pa je, da pa ne moramo pretiravati, torej mi smo v taki situaciji, da ne moramo davke zvižati, bom rekel, zelo visoko. Ne moramo jih znižati. Ne moremo jih znižati, bom rekel, za neke, velike zneske, ampak neke majhne korekcije, to, da ljudje ne grejo drugam.
Ne moramo jih zaradi proračuna. Zaradi proračuna, ja. Aha. Kaj pa, če bi naredili celo državo bolj učinkovito? Ja, gledajte, lahko bi prav gotovo moj predlog, ki Vse Argentino poznate, pa ta primer. Pa dobro, Spremljate tam, Mileja? vem, se malo videl, ja. Veste, to je, Aha, niste impresionirani. ne, nisem impresioniran, zato ker mi lahko to v Sloveniji naredimo zelo enostavno. Državni zbor sprejme zakon, ko pride nova vlada, prvi, drugi, tretji, recimo četrti ali peti nivo ostaneta brez službe. Aha, več kot je primanjkljaja. Ne, hočem reči, kaj se nam zdaj dogaja. Zdaj, ko nova vlada pride, svoje zaposluje. Aha. In vsi so za nedoločen čas. Pride nova vlada, spet svoje zaposluje in se pač ta, bom rekel, število zaposlenih v javnem sektorju povečuje. Jaz bi bil zagovornik tega, da ko pride nova vlada, vsi, ki so do nekega določenega nivoja, če greva minister, državni sekretar, direktorji uprav, potem njihovi namestniki, pa še mogoče neki vodje, ti ostanejo brez službe. In potem nova vlada izbere tiste, ki jih hoče. Ti so ostali brez službe, grejo na zavod ali kamorkoli, nova vlada pa pač postavi in potem bi mi imeli vitko državo. Tako pa vitke države ne moramo imeti. Sej jaz mislim, da ni sploh interesu države, da je vitka in vsak organizem ima tendenco, da raste in država vedno bolj raste in to, kar ste rekli, da ne moramo znižati davkov, ja, jaz mislim, da jih bomo mogli višati. Če aparat raste, jih bomo višali. Se je zdaj še prišlo za NATO in tako naprej, torej tega bo zdaj vedno več za oboroževanje. Ampak nekje obstaja meja v prihodnosti. Ne vem, meja bo ostala, ko se bo vse zlomilo. No, vse to pravim, da meja je ta zlom. Nekje se bo, ko se bo vse zlomilo in pač enostavno ne bodo več mogli nekje vzeti in se bo potem ali se bo na novo začela, jaz ne vem, kaj se bo zgodilo. Dajte mi pokomentirati malo te želje Evropske centralne banke, pa tudi centralne banke v Ameriki za vpeljavo neke digitalne valute. Ampak priznam, da ni moje področje in se ne želim s tem ukvarjati. Ne želite komentirati? Greva naprej? Ne, greva naprej. Ne bom tega komentiral, ker veste, kako je. Sam je dost posega to na davke, pa na ne vem, kaj bodo z davki na naredili. Gled, če bo digitalno, jaz ne vidim, da je bila kakšna razlika, kot je zdaj. Ampak dam en primer, kako so ljudje bili navdušeni, ki je nekdo izdajal, neka podjetja so izdale coine, se spomnite? Ja, ICT. Pa so plačevali, kako so super, izbrali so 25 milijonov, škoda, da ni bilo odbrto še en dan, bi izbrali še več. Ampak to je bil denar posameznikov, ja, ki ga večinoma niso dobili nazaj. Ja. Vem pa, kje so ljudje razmišljali. Ja, morajo odgovornost prevzeti. Ja, ampak jaz sem takrat govoril, sem rekel, jaz tukaj ne vidim nič. To, da meni nekdo reče, da bo naredil ne vem kakšno platformo. Ja. In potem ti, ki so zbrali denar, njihovo glavno vprašanje je bilo, kako ga transferirati v drugo državo, pa kupiti dober avto. Seveda. Vem, ampak. Veste, in to so takrat predstavljali kot nek vem kakšen dosežek. Da je nekdo uspel izdati in tako. Zato pravim, da ljudje, vidim, da so ljudje zelo naivni tudi v drugih zadevah. Recimo, imam kakšno stranko, ki pride po kmeni, ki so že vložile. Vložile so nekam v Ameriko, Kanado, v neki sklad, sploh ne vejo, s kom naj komunicirajo, kako naj denar dobijo nazaj. Sem zadnjič eni gospe rekel, gledajte, ko boste imeli denar na računu, pridite nazaj. Torej, oni sploh ne vejo, kam so vplačali, samo nekdo jim je rekel, da je to ful donosno. Ja. Ja, se tega je veliko. Ampak glede digitalnih valut sem bolj mislil to, če mi smo zdaj dve fizični osebi, jaz vam lahko zdaj dam nek denar in država nima nobene možnosti, da to vidi, da je prišlo do tega odnosa. Ne? Če gremo mi na področje digitalnih valut, digitalnega evra, mi dva zgubiva to sposobnost privatnosti. Ampak kako vi date, da država reče? Vi mi date iz TRR na TRR? Ne. V bankovcu vam dam. Ga nimam kam dati, če mi ga date na črno. Nimam kaj početi z njim. Lahko ga zapravljate naprej. Ima svojo vrednost. Zakaj ga bom zapravljal? V trgovini. Zakaj bom jedel? Ja. No. Mislim, ne vem, kako mislite, kaj boste z njim. Jaz imam, zdaj pa je odkoljati, vsak mesec imam določen strošek v trgovini, je. Ja. Mercator, zdaj vzamem Mercator, pa Lidl, pa tako naprej, pošpar, da ne bomo za koga reklamirali. Zdaj se kar naenkrat ta strošek zgine. Zato, ker jaz imam tistega bankovca, ki ste mi ga videli. Ja, mene bo nekdo vprašal, gospod Simič, kje pa zdaj vaš strošek za Mercator, pa za Lidl, pomeni, vi ste... Dvignil sem iz bankomata. Ne, tukaj se vidi. Kdaj ste dvignili iz bankomata? Če ste vi meni dal, nisem dvignil iz bankomata. No, ampak vi bi lahko rekli, dvignil sem iz bankomata. Ne moreš, veste, jaz sem dal... Fizični denar, hočem reči, je
ne moramo mu slediti. Vem, ampak jaz vam hočem reči, da fizičnega denarja v veliki količini nimam kje porabiti. Če se bo nekdo, meni lahko daste vaš TRR ali pa karkoli in ga bom šel gledati v nekem obdobju. In v tem obdobju boste tudi vi dobili nek fizični denar, ki boste z njim nekaj kupovali. Jaz bom točno videl, kdaj se je to zgodilo. Ker se je zmanjšal vaš strošek ali pa vaša nakazila preko TRR-ja, dvigali ste na bankomatu, če ste vi dvigali vsak mesec na bankomatu 300, 400, 500 evrov, pa ste naenkrat nehali dvigati, zato ker ste imeli gotovino in spet nekaj narobe. Ne? Včasih meni kdo pravi, bom pa vzel denar na križarjenje. Sejko, gledaj, če boš ga ti vzel na križarjenje in boš ga hotel porabiti zato, ker ga nočeš obdavčiti, ne? Ti boš tam jedel in pil več, kad je treba, torej porabil boš duplo več samo zato, ker imaš neki črni, pa si ga že obdavčil 50%. Razumete? Porabil si duplo več, kad bo treba. Ja, sem dobil dobrine. Jaz sem samo, dobrine, ki jih imam v trebuhu in pa grem hujšati, ne. Hočem reči, da mrtev denar, bom pa en primer. Meni kdo pride pa pravi, veš kaj, prodal bom nepremičnino, ne, ali bom kupil nepremičnino, za 500,000, 200 bom dal keša. Sem rekel, super, teh 200 ti bo obdavčenih. Ja, kako? Sem rekel, kako boš prodal nepremičnino? Zato, ker ne boš imel nabavne cene, ti jo boš prodal za 800, nabavno imaš 500, torej teh 200 si imel črni denar in zdaj, ko boš prodal, bo kupec rekel, jaz vam nakažem na TRR, ne bom nobenega denarja dal, torej imaš obdavčenih 25%. Ja pa ne bom nikoli prodal, ampak 80% si jih vrne nazaj, ko najde kupca, da prodajo nepremičnino. In zato jaz pravim, da ta denar je mrtev in zaradi tega sem jaz pred leti, to je zdaj že mislim 5 ali 6 let, predlagal neke vrste amnestijo, ne? Da ljudje vso gotovino, ki jo imajo doma, vse, kar imajo v tujini, prinesejo v banko, bi se dogovorili, v banki bi to položili na svoj TRR, plačali bi 10% skesnino ali karkoli temu rečemo, 10% davek in bi ta denar bil njihov, bi ga lahko tukaj porabljali in bi ga imeli. In ker zdaj mi da moramo nekaj vedeti. Banke so že regulirane skoraj več kot 10 let. 2014, 2013 so začelo, vem, ker so leta 2014 so začele švicarske banke od Slovencev zahtevati, da dajo potrdilo, da so vsi davki plačani od denarja, ki ga imajo v švicarski banki. To pomeni, da ta denar je že toliko časa v tujini, da so nastopile vse vrste zastaranja. Pomeni, če bi kdo prinesel, oni lahko že danes prinesejo denar, če imajo dokaz, da ga imajo več kot 10 let in ga ne more nihče obdavčiti. Pomeni, če ga je nekdo imel na nekem bančnem računu, ga lahko prenakaže. Tisto, kar pa moramo vedeti, da zdaj večina bank in večina držav po svetu poroča naši davčni upravi. To mi davčna uprava te podatke dobija, to jaz tudi vidim, ko imamo mi vsako leto, ko delamo te napovedi, ti podatki še že izmenjuje in ni več, koliko je bilo včasih. Vprašanje, koliko bi jih sploh prijavili, verjetno bi se največ tega denarja v Sloveniji, ki ga imajo ljudje doma. Ampak gledajte, se danes ni nič drugače. Če se spomnim kakšnih filmov, ki smo jih gledali v preteklosti, ne? Ko je nekdo kupil hišo, pa je rušil zid, pa je najdel gotovino. To je gotovina, ki je doma, ki jo... Jaz pravim, da nimaš kje porabiti in da je, če plačaš tisti davek po stopnji 30, 35, 40, je še zmeraj boljše, pa imeti neko gotovino, pa zdaj si ves vesel, da si, ne vem, 2 sladoleda kupil za gotovino, ki je bila črna. Ja, se strinjam, tukaj je res debata, koliko močno posega država kot neka entiteta v življenja posameznikov. Zato sem dal ta primer, mi dva imamo nek odnos in jaz vam dam 20 evrov ali pa 50 evrov, a zdaj želimo... Zanemarljive, se strinjam, ampak na Kitajskem nekaj časa sem živel tam, temu ni tako. To vse gre prek WeChata, ki je dosti spojen z državnim aparatom in mi se moramo vprašati, se lahko se hecamo iz tega, ampak a je to nekaj, kar si mi želimo kot posamezniki, da ima država toliko transparence pa toliko pogleda v naše življenje. Mi gremo v tej smeri. Zato vas mi gremo v tej smeri, jaz sem se s tem sprijaznil, torej tudi vsaki stranki reče, moraš paziti, tudi tvoj TRR, transakcije, ki jih delaš gor, to se vse vidi, torej če nekdo hoče bo videl, ni nobenega problema, davčni organ zaprosi za podatke, jih dobi iz banke in tako naprej, tako da to se treba zavedati. Predvsem pred leti so se veliko delali osebni davčni pregledi. Tam je davčni organ gledal vse transakcije, vse nakupe, vse prodaje. To so bila vprašanja, zakaj je mama nakazala sinu 100 evrov, zakaj 200 evrov. To smo morali takrat vse odgovore pisati in tako naprej. Tako da danes
je to vse nekako evidentirano, ne bom rekel digitalizirano, evidentirano in to se vse vidi. Ja, se tako, če greva, ne vem, 500 let nazaj, 500 let nazaj, ne, je bila tudi država pa cerkev nekako spojena skupaj, ne. Potem smo dobili neko novo idejo, mogoče bi bilo dobro to ločiti, ne. In to je bila dobra ideja. In danes jaz mislim, da imamo spojeno državo pa denar in mogoče je taka zanimiva ideja, če bi se dali to ločati, ne. In me zanima vaši pogledi, znanje, koliko vas sploh zanima, koliko veste o Bitcoinu. Bitcoinu? Ja. Kot ideji, kot protokolu. Vem, da obstaja, vem, da ga ljudje kupujejo, vem, da so nekateri veliko zaslužili, torej jaz ga nisem nikoli kupil, nisem ga imel. Vam ni zanimiva Ne vem, stvar? veste kaj, jaz sem zmer dal na to, kar zaslužim z glavo in z rokami. Ne. To sedem se delam, izstavim račun, dobim plačan. Torej pri V meni fiat denarju dobite plačan in se ne ukvarjate več. Nisem se ukvarjal, torej so pa bili pri meni z Bitcoina, mislim, da leta 2011. Takrat so prišli k meni, takrat je 2011 ali 2012, takrat je bil nek sejem, nekaj je bilo v hotelu Lev, neko srečanje, kjer so me prišli spraševati, takrat je bilo tudi govora, da bodo imeli postavljen tale Bitcoin avtomat, da se bo dvigal denar. Takrat so mi tudi rekli, da naj kupim, ampak jaz tega enostavno me ni zanimalo in nisem kupil. In, verjetno moja napaka, ampak tako da je bilo, tudi stranke je bilo kar nekaj, ki so veliko zaslužile. Ne. Ampak veste, to je sploh eno skozi tako malo. Vem, da se enkrat eno stranko imel, veste, Bitcoin, mislim, da je bilo leta 2017-2018, je bil Bitcoin 7,000 evrov pa še nekaj. In je ena stranka prišla k meni, da bi nekomu podarila Bitcoine, veste. Potem se začne pojaviti vprašanje. Ne. Torej, ti boš nekomu podaril Bitcoin, ki je vreden 7,500, ne. Ja. Če je to 100 Bitcoinov, je to 750,000. V redu. Tisti, ki bo prejel darilo, če ni prvi dedni red, ima neko obdavčitev. In zdaj, ko bo ta prejel darilo, kaj se bo pa zgodilo? Kdaj je zdaj pravi trenutek, da on spremeni? Ker kaj se je pa zgodilo? Pol je Bitcoin zelo hiter, zato ker sem spremljal, takrat šel iz 7,5 na 2,5. Tudi pri 2,5, če gledam sebe, nisem upal kupiti, ne, ker sem rekel, da bo šel še dol. Čeprav smo nekateri bili, da bo šel na 100,000, ker je danes. Veste, in to je tisto, kaj se vam lahko zgodi. Pri Bitcoinu se vam lahko zgodi, da vi prejmete darilo, namesto, zdaj, če ga takoj spremenite, pa plačate davek, pa je padlo, ste naredili super, če pa naraslo, se pa žreš, ko sto hudičev. Zakaj sem prodal, zakaj nisem čakal? Ne? In tukaj bi se lahko zgodilo, recimo, če bi nekdo dobil takrat darilo 700,000, on je padel na 200, bi torej še za davek ne bil narejen. In ta ideja, da ločimo državo pa denar, vam ni zanimiva? Ne vem, nisem nikoli Ni potrebe. Nisem nikoli razmišljal. Ampak gledajte, zmer bo nadzor države nad našimi žepi. Ja, to je pesimističen pogled. Ne, ampak gledajte, se drugače ne bo šlo. Če hočeš davke pobirati, moraš imeti nadzor. Ne vem, da bi to lahko šlo mimo. Ja, isto bi lahko rekel takrat, ne, Biblijo je treba brati v latinskem jeziku, nikoli ne bo drugače in se zgodi revolucija. Ne. Jaz si želim, torej jaz sem bil zmer za spremembe. Ne. Problem je samo to, kad dela spremembe, pa kad imaš neko idejo, je veliko tisti, ki te povozijo. Ne. In potem imaš sam probleme. Jaz vem, kad sem uvajal, takrat sem se odločil informativni izračun dohodnine, meni so moji kolegi na Fursu, ko smo ga uvedli, so rekli, da nihče ni verjel, da bo to delovalo. Veste, in ti, ko greš v take, zato je pravim, če si državni uradnik, pa želiš mirno priti skozi, ne delaj nobene spremembe. Status quo. Ker se ne bo nič zgodilo, nič ne bo narobe, Ni tveganja. nič se ne bo zalomilo. Jaz vem, ko smo mi takrat uvedli, ker mi smo imeli 2008 je začel informativni izračun, 2007 smo pa takrat se z Bojukom odločili, smo pa poslali vsem zavezancem predizpolnjene obrazce. Novinari so takrat hodili, pa so skoraj po kaselcih gledali, pa odpirali, tam, ker ni bilo, če je bil malo debrejši, se je videl, ne. Potem je to prišla informacija do mene, da gledajo, pa sem jaz takrat takoj rekel, dajmo jih v polvininaste vrečke, pa smo dali polvininaste vrečke čez tisto, ne. Veste, ljudje, pol je bilo govora, ker sem rekel, da bomo pošiljali dohodnino z navadno pošto, ne. Ja, kaj pa to pomeni, se bodo vsi lahko videli, vsak bo pogledal v kaselc, rekel, zdaj vaš sosed stoji pri vašem kaselcu, da bo gledal not. Ampak takrat je bilo sreča, da so takrat že banke pošiljali izpiske z navadno pošto, ne. Pa sem se na tisto izgovarjal, ne.
Tako da tukaj so spremembe je težko delati, no, to je bistveno. Veliko nasprotnikov je, moraš se boriti in potem tudi odgovornost prevzameš na sebe. Če se karkoli zalomi, potem moraš odgovarjati. In jaz vem, koliko so takrat iskali, ko smo dali te informativne izračune ven, vem, da je bilo prvo na Pop TV objavil eno položnico, da je nekdo dobil zaplačati na čistilka, ne vem, koliko 64,000 evrov. Ne. In ker se je videla gor davčna številka, smo šli takoj pogledati, kjero podjetje in kaj smo ugotovili. Jaz sem pol tudi poklical, ko sem videl, kjero podjetje, sem preveril, kdo je računovodkin in sem jo poklical. In kaj se je zgodilo? Čisto človeška napaka. Ona, ki je oddajala, je pritisnila, pa je ni reagirala. Pa je pritisnila še enkrat, pa dvakrat, pa trikrat. To je bilo pol 2, 4, 8, 16, 64, se je množil, ne. In potem smo tisto napako takoj popravili. Ampak tisto je, kad ti nekaj uvajaš, da to mediji potem iščejo senzacije, namesto da bi ti pomagali, ne. To je edin... tako da zdaj Furs pač določene spremembe dela, ki so tudi v redu, nekatere niso, ampak ja, okay. Jaz se gledam, če gledam z moje strani, Furs je moj delodajalec. Pomeni, če Furs izdaje odločbe, ki so nezakonite, jaz imam kaj delati. Ne? In to je to, in tako tudi jemnem posel. Dajte mi sam ta primer komentirati. Ne? Recimo, jaz imam podjetje, delamo, zaposlujem, plačam 6 davkov, dobim ven ta denar in jaz, kako gledam na svet, pač filozofsko, mislim, da fiat denar je zelo slab zaradi inflacije, ker se državni aparati financirajo tudi iz tega, prikrit način in jaz rečem, jaz ne bom v fiat denarju to držal, jaz bom kupil Bitcoin, ker se mi zdi, da je to boljši denar in boljši hranitelj vrednosti na dolgi rok za moje potomce in podobno. In koliko ne mi država pol še od tega na koncu vzeme. Ker zdaj je bila debata o tem, da se kripto... Vi, ko kupite Bitcoin, vam ne vzame nič. Ko prodam. Ja, ko prodate Bitcoin, je pa tu zadeva sledeča. Torej, moj predlog poznate zakona leta 2005. Lahko mi poveste. Ne poznate. Jaz sem pripravil... 2015, mislim, da reči. Ne, 2020. 2020 je zakon bil v državnem zboru. 2021 smo ga pripravili, 2022 je bil zakon v državnem zboru. Je čakal v vrsti. Jaz sem takrat, ker vem, koliko je teh transakcij, jaz tako pravim, gor v oblakih se dogajajo transakcije v 10 000. Ja. In jaz sem takrat pripravil zakon, to je imel 15 ali 16 členov, na 3 straneh je bil, da vse, kar spustiš na račun dol, 5% davek. Okay. Če hočeš dokazovati izgubo, jo dokazuješ. Ne vem, kako jo boš dokazal, ampak jo dokazuješ, ker teh transakcij je toliko, da ti to ne moreš dokazati. Potem so se, veste, koliko so ljudje taki, bom rekel, ja, kaj pa če kupim kavico, bom tudi moral plačati 5%. Se rekel, ne, 10,000 evrov na letnem nivoju je 0. In tako naprej. In ta zakon smo hoteli spraviti preko Ministrstva za finance, ampak tam so bili vsi proti. In so potem, jaz vem, ker sem še imel razgovor, zakonodajna pravna komisija, zdaj je bila vlada, je bila državnega zbora in na moj zakon, ki ima 3 strani, so dali 4 strani pripomb. Torej, njih je motil, kako se ta davek imenuje, je to DDV, je to dohodnina. Se neko kriptodavek. Zakaj se toliko ukvarjate, koliko je? Bistveno je, da mi ljudem, ki unovčujejo, pustimo, da unovčajo in plačajo 5%. In potem so bilo veliko pripomb in potem ni šel zakon naprej in potem sem ga jaz vložil kot predsednik strateškega sveta, ker sem kot strateški svet sem imel možnost, da dam zakon na vlado in sem ga dal na vlado, vlada ga je poslala v državni zbor, državni zbor ga je pa potem je bil v vrsti, potem, ko je prišla nova vlada, ga je vrgla ven in zdaj je vlada prišla s tem svojim novim predlogom, s tem, da sem jaz tam tudi določil, da če ti kupiš večkrat in prodaš bitcoine, da to ni dejavnost. Da ni dejavnost. Da ni dejavnost, ker jaz sem se veliko prerekel takrat z Ministrstvom za finance, povejte mi, jaz če 1000krat kupim delnico, ni dejavnost, če pa 100krat kupim bitcoin, pa je dejavnost. Povejte mi logiko. Veste, logike ni bilo. In zato smo takrat smo dali v zakon, da prodaja in nakupe virtualnih valut, ne glede kolikrat kupiš, ni dejavnost, samo tistih 5% daj. Potem so se pa začeli eni pojavljati, ja, jaz sem ga kupil za 1000 evrov, zdaj je še vreden 100, zakaj bi jaz plačal davek na 105%, pomeni 5 enot. In pol jaz tako včasih v hicu rečem, pa če ste že izgubili 90, pa še 5 pol ni toliko done. Lahko pa do tistih 5 dokažeš, da si imel izgubo, ampak te bo stalo toliko, ker je to nemogoče, to je toliko transakcij,
Ja. In zato ga jaz pravim, da to ne moramo nadzirati, neko nizko stopnjo moramo dati, ampak zdaj je že 5 let minil, tisti veliki zaslužki so nekako že mimo, mogoče se bodo še kakšni pojavili. Takrat je bilo tudi napovedano, da jih bo veliko prišlo v Slovenijo, da bodo unovčili. Pogoj je bil, da mora postati naš rezident, da ne moreš kar tako unovčiti, da bi dobili nove rezidente, bogate in tako naprej, ampak zadeva žal ni šla. Skozi imamo ta predlog, kjer je 25% razlika, kar je tudi v redu, tam je tisti problem, da moraš pojasniti tisto, kar si imel, odkot si imel. Ne? Ampak jaz pravim, da to bi bilo boljš, samo da pove, koliko je imel, pa zadeva zaključena. Kje boš ti zdaj dokazoval? Veste, eni so takrat kupovali, tudi niso nakazovali denar, ne najdejo izpiskov več in tako naprej. Tako da jaz mislim, da ljudi za nazaj moriti je brez veze, ampak ti mu vzamil za naprej, ne legalizira vse, bomo tisto potem sproti obdavči, ne pa da ga vrtaš, ker se ljudje se ustrašijo. In tukaj je največja, pri tem zakonu je to največja, pomanjkljivost. Ivan, hvala vam za vaš čas. Ja, mislim, da sva prišla čez dosti tematik, tudi hitro govorite, tako da sva pokrila več, kot ljudje včasih pravijo, da me ne razumejo, da moram bolj počasi govoriti, ampak mene zanese in pol nimaš kaj. Ne, jaz sem vas razumel, pa ful sem vam hvaležen, da ste si vzeli čas in bodite dobro. Hvala za povabilo. Prosim. Ja.